Pazi, Hisense me je prejšnji teden poklical in rekel, Jan, mi ti pošiljamo 100-inčen televizor. In jaz sem se malo zamislil, ker sem se spomnil, kako velik je bil že 65-inčen televizor, ki sem ga nazadnje testiral. Zato sem rekel, primite moje pivo, jaz bom najprej to v živo pogledal, pa sem pa pogovarjal, če bom to tudi potestiral v svoji dnevni sobi. Tako da jaz sem prišel v salon, malo premeriti, malo pogledati, koliko velik je ta televizor. Hkrati bomo pa naredili en tak hiter first hands-on review, malo si bomo pogledali to 100-inčno televizijo, ki je dobila nagrado ACE 2024-2025. To je zelo pomembna nagrada, zato ker se ocenjevalci te nagrade res geeki, ki televizije zmerijo od A do Ž. Pejmo pogledati. Mama mia, je ogromna tale televizija. Res je velika. Ogromna je. Če vam lahko to nekako naslikam, mi imamo doma 55-inčno televizijo in že počasi ugotavljamo, da je mičkrat majhna. In lansko leto, ko smo testirali 65, smo rekli, da je neka idealna velikost. Imamo pa tudi velikosti 85 inčev ali pa telih 100. In zdaj 100 inčev pomeni v širino 2,20 metra. Kaj to pomeni? To pomeni, da če boste jo kupili, morate res razmisliti, a imate vi sploh tako omaro, da boste lahko na to omaro to televizijo postavili. Druga stvar, ki je, tale diagonala je 2,54 metra dolga. 2,54 metra je to, kot Smart Fortwo, mestni avto. In televizija je res ogromna, ampak je standard v Ameriki že kar precej desetletij. In meni je všeč, da ta standard luksuza dnevne sobe in kino izkušnje prihaja v slovenske in evropske sobe. Jaz se bom najprej lotil tehnologij, gre za QLED tehnologijo. To je v bistvu LED tehnologija, ki je izboljšana s quantum dot barvno tehnologijo. Pomeni, da so te barve dosti bolj izrazite kot na klasičnem LED-u. Hkrati so pa te temne pa svetle točke na televiziji bolj kontrastno izpostavljene in je slika res izrazita. To je taka 4K televizija, kar je zdaj relativen standard pri televizijah. Ima pa vse te Double Vision, HDR10 plus sisteme, ki pri športu in pri drugih stvarih pridodajajo temu signalu, ki ga televizija dobi noter in ga izboljšujejo, zato je slika boljša. Tako da umetna inteligenca te televizije se začne pravzaprav pri teh osnovah. Pojdimo naprej. Televizija je odlična podlaga za vaše gaming konzole. PlayStation, Xbox, noben problem. Tudi zato, ker je to en prvih televizorjev, ki je praktično gaming monitor. 144 Hz osveževanja slike in pa AMD-jev nek pospeševalnik signala bo pomenil, da ne bo nobenega leganja teh iger. Hkrati imate pa nek gaming mode bar, ker televizija zazna, da vi igrice špilate, kjer lahko te do 240 sličic na sekundo nastavite, te razne parametre igralnosti. Tako da to je idealka, če vi radi gledate oziroma igrate igre, pa je to ena tistih televizij, ki vas bo absolutno navdušila. Navdušilo vas bo pa tudi nekaj, mene kot filmomana, da tole pravzaprav nadomešča filmski projektor. Zato A, zaradi velikosti, B, pa zaradi tega, ker omogoča Filmmaker mode, ki je pa en poseben mod, ki povrne vse barve na tiste originalne nastavitve, ki si jih je zamislil v bistvu režiser. Velikokrat mi gledamo te filme z neko povečano saturacijo in tako naprej in potem ne pridejo čisto zares do izraza. Filmmaker mode pa v bistvu pobere vse ven, kar ni bilo zamišljeno strani producentov tistega filma. Kar je meni ful všeč, zato ker je ta filmska izkušnja potem res kino izkušnja. Valjda ima pa tudi sport mode, tisto, kar smo že navajeni zdaj pri teh bolj pametnih televizijah, da zna se prilagajati tipu in načinu športa in seveda izboljšati ta vhodni signal. To je, kar se tiče umetne inteligence, pa dajmo reči gaming sposobnosti tega monitorja oziroma te pametne televizije. Gremo pa lahko valjda zdaj naprej še k tisti drugi umetni inteligenci, ki se nahaja v tem, da se da s to televizijo zdaj čisto zares pogovarjati. Včasih se je dal s Hisense-ovimi televizijami pogovarjati z daljincem, ker je bil noter mikrofon, zdaj pa mikrofon tudi v televiziji, kar pomeni, da je lahko reče, da naj se izklop ali pa vklop. To zdaj bom potih rekel, ker ne vem, če tole ni na tej demo televiziji slučajno prižgan.
ampak dejansko umetna inteligenca vide, ki pa je plod slovenskega razvoja oziroma idej, ki nastajajo v Sloveniji, res dati na en drug podestal. Na televiziji valjda delajo vse aplikacije, ki jih poznamo, vseh naših teleoperaterjev, tako da ne rabite več nobenega kabla pravzaprav vleči v televizijo, ker lahko upravljate televizijo s temi aplikacijami. Podprte so pa valjda vse globalne aplikacije, kot je Netflix, Sky Showtime in vse ostalo. Tako da ta televizija je tudi po temu segmentu ful pametna. In zdaj lahko pridemo še ta zadnji, pa najbolj pomembni stvari, ker sem delno iz Gorenjske, saj rojen sem bil v Kranju. Če so včasih 100-inčne televizije stale 4, 5, 6 tisoč evrov, je danes 100-inčna televizija dosti ceneje. Televizija za mano, torej E7, se prodaja za 2499 evrov. Pri tem sem se pa pravzaprav zlagal, zato ker sem prele opazil, da je zdaj v akciji za 2249 evrov. In meni se to zdi za toliko umetne inteligence, to bo vaša največja naprava v vašem domu z umetno inteligenco, tudi ko boste imeli Optimusa, je Optimusa, mislim, da 183 cm velik, bo to še vedno vaša največja umetno inteligenčna naprava, tako da meni se ta cena zdi ful dobra. Še posebej, če pomislim, da je tukaj ful veliko slovenskega DNK-ja, da ima nagrado za najboljši Giant televizor Acer 2024-2025 in da je zadeva tako, tudi oblikovno precej šik. Upam, da smo se kaj nosno naučili v tem zelo hitrem uncut reviewju. Mislim, a bo šla noter? Po moje ne. Naša dnevna je premajhna.